Dobro jutro. Res je še jutro pri nas. A veste, takole preden vžgem kamero, ne, jaz se grem zrihtat lase, veš. Jaz nisem tako kot Šorli. A veš, Šorli gre k frizerju, ampak se ne utegne on preden vžge rekord. On je zmer tako. Jaz se pa probam zrihtat, pa ne stoji ta reč, zdaj jaz ne vem, morda ima kdo kakšen predlog, ali to zaostrišt ali ne. Ker lasi so lepi, konec koncev, sem reda pa nimajo. Ali je as above, so below. Kakor na nebu, tako pod njim, ne. In če na glavi ni reda, ne, kako naj bo potem v moji glavi kakšen red? Kot ptičje gnezdo. Ej, vi, ki spite malo dlje. Pa sem vam jaz pokazal, ne vem, kdorkoli že pač to se kdaj kaj posluša, je ujel, da sem vam enkrat razlagal o enih ptičicah. Ob 4 zjutraj. Pa vi, ki spite, jo ne slišite, bom zmanjšal muziko. To je ona. Sem jo šel jaz ujet. A veste zakaj? A jo bom kar pustil malo. A veste zakaj sem jo šel jaz posnet? Za vas. Ker jaz sem jo v živo slišal, vi ste pa spali, ko je ona zapela svojo 15-minutno pesem in Nina Nana, zdajle ona je šla nazaj, se je mičkeno pod dekico. Ampak ja, različne ptice pridejo in jaz tega nisem naredil zase, ker jaz sem jo v živo slišal, vi, ki pa spite, ne, jo pa niste slišali. Pa še kaj sem za vas naredil. Veste, včeraj sem jaz dal na YouTube stvari in ne boste verjeli, čisto drugače se je zdaj začel Facebook obnašati, ne. Zdaj, če hočete, lahko sami preverite te številke. Ne bom jih jaz nalašč, pa jih ne bom na glas. Vas pa vsekakor povabim, da greste gledat stvari na YouTube. Ker tam so prave. Tam bodo zdaj stvari, zares. Namenoma danes ne bom prilimal linka od zgoraj, da je tudi na YouTubu. Bi vas pa prosil, če greste kaj pa tam kliknete, barem subscribe, bom ful vesel. Ampak nima veze. Ali pa če nič ne naredite. Jaz bom za vas naredil. Vsak dan znova. Jaz to ne snemam zase. Jaz to snemam za vas. A veš, več ko daš, več dobiš. En klinc klanc dobiš. Dobiš. A veste, koliko lepih ljudi sem jaz spoznal, odkar se grem tole? A veste, koliko lepih debat se je zgodilo, odkar se jaz tole grem? Veste, eni drugačni, širši, globlji ljudje in pogovori pridejo na plano. Hvala vsem, ki veste, da govorim o vas. In sem vam ful hvaležen. Saj sploh nimam dosti besed. Ej, jaz sem sicer hotel prejle napisati, kaj bom nekako se spravil vam neko osrednjo temo, pa nisem mogel se odločiti, ali je upanje, ali je zaupanje, ali je samo zaupanje. Zaradi tega, ker sem ujel, da je zaupanje precej problematična stvar. Pa si bom zapisal, da ne bo mi kdo rekel, da sem falil temo, da sem vse pozabil, kaj sem govoril, ne. Čakaj, bom zaupanje. Jaz sem pa ta smešno pozabil. Ja, nekdo mi je rekel, nekdo mi je rekel, ti, Tostar, gledala sva, veš, posnetek, pa prav, pa Tostar, pa kaj si ti jedel, kakšen si? Pa jaz tako njemu, kaj sem jedel, stari, kakšen sem, stari, zjutraj sem vstal in sem spil kavo, kakšen sem, stari? Jo, pa ne moreš biti tak realno. Pa kako ne, tle sem zdaj realno s tabo in
Zjutraj sem bil pa realno s kompjuterjem, kaj če biti. Ej, in ne, nič ne jem. Res nič ne jem. Naravno sem tako pritisnen. Če bi kdo rad tudi tako slišal. Ni problema. Jaz sem se zdajle spomnil, jaz nisem niti hotel rekord vžgati, ampak sorry, da ne bo šlo v blef, jaz moram iti čaj precediti, ker sem čas pa bo preveč, če bom ga še 1 uro pustil. Pridem nazaj. Evo me, čajčka, domačga imam. To je malinovi listki, bezeg, marjetice, pa meta. The best. Pa malinovi listki so res zdaj džabe, tako da jaz jih vsak dan naberem pa sušim. Imamo tako primitivno sušilnico sem si naredil, da si posušim te stvari. No pa čemažev pesto sem tudi naredil, ker sem ugotovil, kako se ga da ponucati. Ne vem, če ste videli slikco, v kruh, česnov kruh. Tako da če bi kdo rad probal, po 4 evre bo. S čemaževim pestom bo pa po 4 evre. Žemeljca, da se razumemo, ne. Da ne bo kdo rekel, da nisem posloven. Ne bom. Kruh vam bom spekel, če pridete naokrog. V vsakem primeru pa nič ga ne bom računal, tako kot ga do zdaj nisem nikoli. Pa še marsičesa nisem računal. Tudi te ure, ki vam delim, so vse džabe. Jaz nimam nič od tega. A veste, misli so tudi džabe. Tudi džabe pride in tudi, evo, slikca do vas pride brezplačno. Boljš kot pornografija. Ker pri pornografiji vi vaše možgančki zapirajo, zato pa je džabe. Ker če bi bila ona good, bi jo sistem ziher zaračunal. Zdaj pa morate vi spoznati, da ljudje, ki delamo v dobro, vse delamo zastonj. Tisti, ki kaj računa, je del sistema. Sistem je lačen, ljudje ne. Sistem pa ja. Ok. Zaupanje, sem rekel, evo, 7 minut preden jaz pridem na start point. Kakšni so tu v vodi, ej. Pa frizuro sem si zrihtal. Moram vas malo dražati. Res vas moram malo dražati, da zapolnim 1 uro. Veš, jaz ful hočem 1 uro govoriti. A veš, nimam družbe, pa pol. Zdaj psice še spijo, ptičke sem že slišal, tako da bom pa z vami, evo, bom pa vam nabijal. 15 do 6 je ura. Pri meni, zdaj. Pri vas bo pa, kdaj boste Nina Nana iz kreveta ven, ko bo moj upload glih čez prilezu. Ker rabi 1 uro pa pol, preden se šraufajo stvari, da pridejo do vas. Veste vi to? Saj jaz bi šel live, pa ne gre. Ne morem, fizično ne dela. Jaz moram zmer ljudem dokazovati, veš. Ampak bom prav dokazal, ker se mi zdi ful dobra fora. Jaz sem res hotel iti v live, zato ker YouTube bi meni nekaj dodal, če bi jaz šel live, ne. In tle imam jaz tipko live, ne. Tukaj je live, zdaj se pa slabo vidi. Evo, in jaz te bom pritisnil. Top, pazi zdaj. In se ugasne. Vedno tako. Torej, jaz ne morem, Šorli pa ja. Zdaj, sej sem ga poslušal parkrat, Šorli je super. No, ja. Upanje pa zaupanje. Upanje umre zadnje. Kaj pa zaupanje? Zaupaj znanosti, mi zaupamo znanosti, ne. Meni pa noben ne more niti to verjeti, da nič ne jem kemičnega. Torej, o kakšnem zaupanju se mi sploh pogovarjamo? Oni so plačani, pa nategnili so vas. Ja. In zaupanje je ena velika zloraba. Torej, kdo rabi? Zlo rabi. Torej, je zloraba. Sej v besedah vse piše, da zlo obstaja in da zlo rabi vaše zaupanje. Zato, ker vi upanje, človek upanje ima, ker upanje umre zadnje. In zaupanje pomeni, da je treba upanje dati nekomu drugemu v roke. Lahko se jaz tudi tako predstavljam. Vi si dajte pa po svoje. Sej imate to pravico.
Vi imate pravico, da možgane uporabljate. Pa nič ne boli, pa še džabe je. Malo kavica, malo čajček, pa še enega bom prižgal, se bom počasi. Veste, zaupanje je ena tako zlorabljena stvar, da je za bruhati. A veste, dva plezalca, ki plezata, tam je življenje vezano na zaupanje. In ko nekomu nekaj zaupaš, da bo nekaj naredil, pol mu zaupaš, da bo stvar narejena, tudi nekomu zaupaš svojo skrivnost. Pa ne bom še zdajle tja. Kaj se je sploh zgodilo s tem zaupanjem? Nekdo ga je zlorabil. In zdaj vi ne morete, ne vi, mi, ne moremo več zaupati ljudem, ker smo ugotovili, da so nas nategnili prvič. Zlorabili so zaupanje drugič. Prevarali so nas tretjič. Milijonkrat. In zdaj pa zaupamo ne več sploh. Nič več. Nobenemu. Ampak v taki družbi se pa ne da živeti. Ker moje življenje, a veste, volitve so bile. Zdaj, ali sem volil, ali ne, nisem nikoli se definiral, pa se tudi zdajle ne bom. Ampak recimo, da smo izvolili nekoga in smo mu zaupali naše finance, naše zdravje splošno, ceste, elektriko, vse smo mu dali v roke. Mu res zaupamo, a ne? Vse je res zaupanja vreden. Pa se nima veze zdaj, tu Golob ali Janša, čisto tako nasplošno. Saj pri sosedih Madžarih je pa nekdo drug, ali pa pri Italijanih. Nisem hotel zdaj točno na imena iti, ker nikoli nočem iti, to je tudi ena izmed stvari, če ste opazili, da nočem se z imeni. Čeprav bi jih najrajš, pa sej seznam listo tistih, ki so za pospraviti, je v pravih rokah, nič bat. Imamo mi strice, ki pospravljajo te motherfuckerje, ej. Ampak vse je prav. In mi smo te stvari kar zaupali ljudem. Vse naše smo zaupali nekomu. A mi vemo, da nas bo nategnil. Se prej, pa prej, vsi so isto počeli. Ampak ne, ta bo pa ta prav, ta je pa končno ta prav in njemu pa res zaupamo, ker ima lepe lase. Pa porka Madonna, no. In spet bomo nategnjeni, in spet bomo razočarani, in spet bomo čivkali, Ne, jaz ne bom. Vidim, da se ful rado se čivka, takole, ko grem, se sprehodim po timelineu. Pa tudi jaz vse pogledam, tudi one štraparije, sem z drugim fokusom. Veste, folk se zdaj pregovarja o tem, ali je Golob res gut ali ni gut, ali je v bistvu baraba ali ni baraba, ali zakaj je zdaj v bistvu naenkrat bencin zdaj ne več ureja država, ampak ali bo ali ne bo, kar nekaj, zato ker se nam Janša maščuje, kar nekaj. In Janša se nam maščuje, ker ga nismo izvolili, pa imamo dražji benz. Zdaj ne vem, člani SDS-a, vi ste najbrž tudi navdušeni nad tem, a ne da? Vse to se tudi vas tiče. Ali imate vi pizda bone, jaz ne vem. Kurčeva igra. Dajmo vsem vse enake karte v roke, pa gremo. Ne pa, da imajo eni neke bonitetkice. Zato, ker so člani nekega kluba, društva, stranke, jaz ne vem kaj. A veste, DDV je za vse enak. Pa je tudi iz DDV vreča za vse glih. Ali ne? Ne, glavno, da zaupamo, sej Janez nas bo prav pelil, ne? SDS-ovci, porka Madonna nas je odpelil, ta vaš Janez, sej. Nenes Nenša, ne pa Janez Janša, ker je ne povsod Nenes. Nenes Nenša. Aj prav.
Pa kaj ta punca, s katero je poročen ta zdravnica, a to je žena njegova ali hčerka, ali kaj je zdaj to? Ali sta v žlahti ona dva? A veste, nore stvari bodo vam prišle. Čist nore. Vse, kar mislite, da je res, ni res, in vse, kar mislite, da ni res, je res. Čista, mi smo svet na glavo in tudi zaupanje je na glavo in ne da se zaupati nobenemu. Normalni ljudje ne zaupamo nikomur več. Zdaj, bratovščina, ne, ki igra igrco, ne, narcisi, SDS-ovski, prka matona, zdaj bom že ratov, ne, saj ne bom jezen, ne bom. Jaz sam vem. In ker vem, lažje grem v življenju čez, pa se ne petljam tam, kjer vem, da ne bomo obrodili sadov, a ne. Če bi zdaj spet probali, jaz vam ves čas malo probam domišljijo prožiti, da si vi ene stvari probate predstavljati. A si predstavljate plažo, pa koktejl v roki, pa palmica, pa sonček, to imate? Jaz tudi. Vsak dan. Pemtiš, zdaj sem pa te glavno zgubil, kaj sem vam hotel reči. Arka Špinčič. Indijansko pleme, pa zaupanje. V indijanskem plemenu ali pa v plemenu ali pa v družbi ali pa med taborniki, dajmo mi tudi tako, da bo bolj simpel. Taborniki si morajo zaupati. In tam na zaupanju so stvari čist simpel. Ti boš skuhal, ti boš prinesel drva, ti boš šotore napel, jaz grem pa mostiček spustiti ali pa grem kanuje prevezati, a ne? In hop, je stvar zrihtana in že smo lahko sedimo pri ognju in se imamo fajn. Ker delo je opravljeno, ne? Ker smo si zaupali, da unje šotore napel tako, da če bo dež padel, ne bodo mokri. Ki je šel kuhat, je skuhal tako, da ni pekoče, pa da smo siti, pa da ni premalo, pa da je dovolj, pa še dobro je bilo. Ki je drva bil zadolžen za drva, ni prinesel 2 vejci, pa bo zdaj za cel večer. Smo si zaupali, da on je prinesel tega dovolj. Današnja družba pa tega zaupanja nima. Še kad ti reče nekdo, da ja, da bo nekaj naredil, pol ni. Daj pa še enkrat me poklič, pa da se čisto točno zmenimo. Daj pel se ti v 3 krasne materne, jaz sem glih kaj rekel. Ti prines drva, te moram še enkrat poklicati, čez 5 minut prines drva. Pri tabornikih, recimo. Mater, če sva se zmenila, stari, to je tvoje, zdaj nima veze, ali bo zdaj to čez 1 uro, ali bo čez 3 ure, ali pa čez 3 dni, nima veze, ti sam naredi, kar sva se zmenila. Ne rabim jaz še enkrat razlagati. In ta družba je, mi sploh ne moramo zaupati, in ker ne zaupamo, so stvari čisto komplicirane. Komplicirane so zaradi tega, ker so nas pripeljali naokrog, scat so nas peljali, nategnili so nas, okradli so nas. Pri belem dnevu pa še nas kradejo, ne? A zdaj razen SDS-ovci mogoče dobijo kakšen dodatek, ali pa jaz ne vem, pri civilni zaščiti, jaz ne vem. Jaz nimam teh dodatkov. Se jih niti nočem. Zato, ker bi rad mu rajš 5 iskrenih, poštenih ljudi okrog sebe, kakor 97 fake, navideznih prijateljev, ki si zaupamo igro in izkoriščamo svoje sodržavljane, sokrajane, pa na koncu celo prijatelje. A veste, Network 21, Amway in vsaka piramidna scena, povej prijatelju. A veste, koliko posla gre čez? Prijateljstvo na eni strani izkoriščanja, na drugi strani imamo pa prijatelje v javni upravi, mar ne? Mar ne, zdaj dajmo se še malo javne uprave dotakniti, ne? Koliko pa jih je bilo odpuščenih iz javne uprave v zadnjih 5 letih, a kdo ima kakšen ta podatek?
Koliko ljudi je bilo odpuščenih zaradi nepravilnega delovanja, zaradi nevestnega opravljanja svoje funkcije? Koliko ljudi je bilo odpuščenih? Ja, pa ne moš prijatelj fukniti službe, ne? Nobenega niso odpustili. Eni pa so, ne? Sem ne vem, če se vi spomnite. Mislim, da je bilo novembra ali decembra. Vseh 111 komandirjev policijskih postaj v celi Sloveniji, pa se vam zdi, da je kaj drugače, ali je čisto isto, kaj je bilo? A so vas policaji lovili z lučkami za vami, pa vse povsod ustavljali? A zdaj isto počnejo, ali je kaj drugače? Ne vem, sami razsodite, jaz imam okrog tega, ampak komandirji niso isti. Zato, ker je bilo treba narediti red, nehajte pizda masirati ljudi, ki vam nič nočijo. Pa ni vsak via vaja, ki se pele po cesti. Spet po drugi strani, tle mimo moje hiše je omejitev 50, pa leti 90. Na zvok bom jaz prinesel dokaze, koliko hitro je avto prišel, pa bom jaz malo zračunal stvari, če gre avto 50 na uro, potrebuje toliko časa, ki gre pa je toliko časa in na toliko časa bom jaz ugotovil, da se on pelil 90. Pa jim bom nesel jaz dokaz, koliko avtomobilov se je peljalo, koliko preveč. Ne rabim jaz niti radarja, ne. Imam jaz tle radar svoj. Zaupati si pa ne moramo prav čisto nič več. Celo najbližji prijatelji, ki smo si včasih zaupali, si ne zaupamo več. Ker ne moramo, ker ne vemo sploh, kdo kam paše. Žal. Jaz imam par takih izkušenj. Ena izmed teh je, da mi je narcis, ne bom. A zaupate časopisu? A zaupate, ko greste v knjižnico po knjigo? A ji zaupate? Počak, le zdaj to. Ti misliš, da internet laže, a veš? Ti misliš, da je internet vse laž, pa greš pa v knjižnico, ne? Pa rečeš, bom pa knjigo prebral. A ste vi to brali? Jaz imam kar označeno. Jaz sem si to precej prebral, pa jaz mislim, da je tega tukaj toliko, da vam bom naredil kar posebej playlisto enih 10 videov bom naredil, ker jih je za 20 videov materijala. Kaj pomeni biti zapeljan in zaveden? Ne vede. Zato je previdnost, awareness, a ne, že spet. Da vi veste, saj ne morate niti vedeti, ampak začutite pravo informacijo. Jaz jo začutim jo. Mislim, pa še nekaj, ne, če smo včeraj neki ful o negativizmu, optimizmu, pa pesimizmu, sem dal v spredje. Jaz negativnih novic ne berem, sploh me ne zanima. Zato, ker zame obstaja lepši svet in boljši svet. In v pravljicah je tak. In pravljičarji so bili tisti, ki so bili razsvetljeni. Ker se niso mogli več z realnostjo nič zmeniti. Ker je čist via vaja, vse narobe. In ne morete vi zaupati ne časopisu, ne knjigi, ne novicam in, dragi moji, tudi zgodovina je čist out. Imam še eno knjigo tlelele, tudi zanimiva situacija. Knjiga, ena misel je ful dober naslov, pa na zadnji strani je tudi krasen
rečeš tole pa ja in začneš brati in niti pod točko razno se ne sklapa s tem, kar bereš, ampak okej, bomo začeli, pa sem jaz bolj hitro berem, jaz imam 50 strani v 5 minutah, na počez pogledam, če me zanima, pa se bom pa poglobil, če me zanima, ampak ni bilo nič od 50 strani, ampak sem pa znotraj 50 strani najdel tisti stavek, ki je na zadnji strani knjige, ja, ki me je potegnil, nekako je bil ukomponiran v zgodbo in pol še 200 strani balasta. A veste, to je kraja časa. Vi mislite, da boste dobili neko informacijo, dobili ste pa že tisto, kar na zadnji pletnici piše. A porabili ste še 3 dni, da ste jo prebrali to knjigo. A noter je zgodba, ki namenoma nisem, sem zdajle probal malo risati, da ne bom naslova, ker nočem nikogar. Čeprav bo treba marsikoga, fizično z imenom in priimkom, zaradi zavajanja in laži in manipulacije, a ne? A veste, laž direktno ni kaznovana, ni prekršek direktno, čisto direktno ne. Sam jo bo treba kar uzakoniti pa kaznovati lažnivce, tist, ki laže, bo mogel biti za moje pojme kaznovan. Pizda, ne moramo tako funkcionirati. A veste, če se zmenimo stari, da se vozimo tle po moje bajte 50, pa se moramo voziti 50, ne more se tist, ki ima večjega BMW-ja pa 220 pelati, zato ker lahko kazen plača. In sem lahko vmes povoziti tudi moje 2 psa, recimo. Ne? Lahko pa jaz žogo vržem, pa da vidimo, kaj se pol zgodi. Ne? Kar 50 in 90, jaz sem pa žogica je prilete, žal. Ne? Porka špinčič, a se gremo tako? Ne gremo se, ker ne bom tega naredil, ker nisem škodoželen, ampak mater božja, ekipa, mi smo družba. Ne more en na ogenj devati drva, drug pa ogenj brcati. A se strinjamo? No in enako je z zaupanjem v tej naši družbi. Mi si ne moramo zaupati nič. A vedno kričijo, verujte nam, ker mi smo velike zvonove postavili, kaj ne, seveda smo kompetentni, verujte nam, lepo smo oblečeni, imamo kravate, imamo bele halje, verujte nam. Zaupajte nam, mi smo zakon, imamo modra oblačila in tudi čelade, ker vi ste zelo nevarni, ne? Sploh Turšič je zelo nevaren, ne? Ta tudi. A veš, jaz ne rabim policaja z čelado pa s pendrikom, jaz res ne. Kdo to rabi? Kaj to za nadružba? A indijanska plemena so imeli tudi želvake pa solzivce. Pa kdo je še kupil ta solzivc pa ta čelade? Še to se moramo najprej vprašati, ne? Se pravi, jaz sem kupil pizda solzivc, da je mene špricov. Ne, sej me ni, ampak mi je bilo pa hudo, ko so bili ljudje, ki so rekli, halo, dosti je, so jih pa oprali solzivcem. Mislim, ki so bili pa gasilci takrat, da bi rekli, halo, kepi, hej, mi imamo tudi gasilski avtomobil, pa te bomo pa nazaj špricali, če se nimamo metkov, hvala Bogu, pa se pejmo z vodo. A je bil kakšen gasilc tam? Ne? Ni bil. A ja, ne. A ja, ne, to ne. Pa jaz vem, zakaj ne. Pa gasilci so prvi in zadnji ljudje, ki so res good. Za moje pojme, gasilci so res super in prav, da jih imamo in prav je, da jih imamo, ker odpovejo vse službe, gasilci še ne odpovejo. Je prav. In si zaslužijo res kapo dol. Ampak oni niso bili z ljudmi, ki je bila ura. Ne vem. A vi veste, zakaj jih ni bilo? Vam bom pustil malo razmišljati. Dajte malo razmišljati, zakaj jih ni bilo. Pa lovcu tudi ne. In če bi si mi zaupali, veste, zaupanja se pa ne sme prelomiti. Kakšna pa je veza med dvema človekoma, partnerski odnos? Če eden laže in v isti sapi govori, ne, verjamem, da nisem te prevaral. Kakšna je to veza? Brez zaupanja ne obstaja niti najmanjša skupnost, makar 2. A veste, in zaupanje je toliko zlorabljena stvar, da je za bruhati. In mi vsi smo zlorabljeni. In zdaj, ko sem pa prišel do besede zloraba, ne, bom pa še
zlorabo psihično dodal. Kako zlorabljamo, kako zelo smo bili psihično zlorabljeni. Zavedeni. Ena tema, na tisto se bom pa res pripravil. O narcisih, to se bom pa prav pripravil, imam dokazov, kar nekaj. Pa lepih takih laž, prevara, zloraba. Zloraba pa spolna. A veste, kaj je spolna zloraba? A veste, kaj pomeni nekoga spolno zlorabiti? Pa ne vem, ajde. Ne, ni tolerance za tiste, ki so spolno zlorabljali. Nimam tolerance. Niti opravičila ne. Niti nič. Da je pa človek sposoben zlorabiti otroka. Kaj pa zdaj? A mu reče, kaj, sorry je zadost. Se opravičujem, ker sem vam ukradel milijon, pa se opravičujem, ker sem ti otroka pokazal. Se nam zdi to, A veste, kaj se zgodi? V telesu, pa v glavi, hormonsko. Vija vaje, to so poškodovani za vedno. Za vedno, ne za vedno. A so želeli biti zlorabljeni? Ne. In mi se ukvarjamo zadnje 2 leti, ne, zadnjih 6 let. Očiščenje pedofilov. A vam je jasno? 800,000 otrok na leto samo v Ameriki zgine. Jih ni več nikoli. Ampak 800,000 sem takih, ki imajo rojstni list, ki so rodili v porodnišnici. Ja. Kam pa? Pa veste, kaj je 800,000? A ne 800,000 glav solate, 800,000 živih bitij z dušom, s srcem, dušo in vsem magnificent, kar ima otrok. Ne, njih je treba pofukati pa požrti na koncu. Sorry, ker sem to tako povedal, ampak jaz ne moramo zdaj lepo govoriti o grdih stvareh. A veste, ne moramo o lopovih govoriti ti tatič. Pizda, če si fakar požrl milijone, pol nisi tatiček, ne? Pol si zlobec, ekstra. Zraven pa še lepo kravato si dal pa rekel, zaupaj mi. Mislim pa kaj, a pa se vi zavedate, res cirkus deo, horror cirkus deo. V isti sapi vam pa razlagajo, kako ste dobili bone, da greste lahko na morje, se malo odpočiti od vseh teh laži. Ker oni grejo tudi na dopust. Mislim, pred dopustom pa po dopustu pa itak o cepljenju razmišljajo. Itak noben ne razmišlja, da bi zmanjšal revščino, recimo. Ali pa upeljal več zdrave hrane, ali pa spodbujal kmete, da oni orjejo pa kaj posadijo. Ne? Zdaj jim dajo subvencijo, da travo kosijo. Ne? Itak jo nima kdo požrt te trave. Kamele, mislim, da te zadnje žrejo, to naše bale, ki jih ti megalomanski traktori žgejo. Ne? Mislim, jaz živim tlele za mano je polje. Veš pa včasih so bile bičeske, ne poznate bičeska, kosilnica, ki ima 3 kolesa. Spredi 2, zadnji pa stric tako sedi, pa z nogami zadnjo kolo krajma, pa tle, no, so tu tle brenčali celo poletje. Krasno. Zdaj pa sam rohni, zdaj ne veš točno, ali bo raketa pognala, ali kaj. Ampak ta traktor, a veste, ona kosilnica je požarla ene 4 litrčke goriva, ne. Čim ti helikopteri, ne, jaz ne vem, traktor za 50,000 evrov, kosilnica za ne vem koliko, in pol balerka, pa pol še tu treba prevažati pa prenašati. Pa dragi moji, pa tu majster se žge 40 litrov nafte. Ne se morda sem preveč rekel, ampak a veste, kakšna velikanska potrata. Kaj bo pa zdaj s to travo počel, ki jo je zmiksal? Kaj bo pesto naredil iz te trave, ali kaj? Ne, se hecam, ampak
Kam? Če nima krave doma. Traktor ima, krave pa ne. Pa subvencijo je dobil. Pa nimam nič pred kmetom, da me ne bo zdaj kdo lovil, jaz vam piks ne poberam, zato ker moji kužki kakajo vam po njivah. Sam ne takrat, ko si lažo delajo, takrat jih pa pazim. A veš, te stvari so res čist narobe. Vse je narobe. Pri zaupanju sem bil, ne? Pa pri upanju. Pa pri verovanju. Če ima človek vero vase, da je sposoben nečesa, pa je to super. Če pa veruje v satanistično cerkev, je pa na napačni poti. Žal, zaveden, saj človek ne vede narobe. Se on misli, da je Božjo besedo posluša, so rekli, to je Božja beseda. Ja, ma Božjo besedo je imel tudi Freddie Mercury. Ne? Pa Bob Marley tudi, je imel tudi Božjo besedo. Pa ptičica ima tudi Božjo besedo, ki jo je Bob Marley povedala. Ptičica. Pa ni bi sem Bob Marley ptičica slišal. Veste, najbolj znana pesem iz Južne Amerike je El Condor Pasa. Tudi tam so spet ptičice, a veste, nisem se jaz zmislil ptičic. Mislim, jaz vam jih dam malo na glas, da jih slište. Ker niste pozorni, da one pojejo Božjo besedo. A veš? In tle je to zaupanje skrhano do amena. A vi zaupate zdravnikom? Jaz jim ne. Zakaj ne? Ker sem zdravstveni tehnik. Ker jaz vem, bom dal še malo ptičice nazaj. Ker jaz vem, da zdravnikov ne zanima. Spet ne vsi. So vmes tudi lepi, pravi zdravniki, ki pravijo, da je fajn, če človek popije kakšen naraven gozdni čaj, ne pa sadni artificial, umetna barvila in sladila in hranila in jaz ne vem, jaz ne vem, kater ni not. V čaju je pa zakaj? Ok, in to zaupanje do zdravnikov, a že kaj pada, ali še ne? A jim kar zaupate? Cepljenje je varno in učinkovito. Razen, če si pa golob, si pa v karanteni, 3-krat cepljen pa COVID fašeš. Ker je itak je cepljen, ker je varno in učinkovito, a ne? Valjda, se že tečem cepati. Da ne bom fasal te gripice. Ker do zdaj sem jih že ne 20 preživel, pa jaz mislim, da zdaj je pa čas, da mislim, najbrž bi riknil po tem, ker so, kako po covidu, dragi moji, kako pravite, da je že hudo? Da mišice bolijo, po gripi pa ne. Alangina, kaj, gripa, alangina, vse. Pa težko dihaš, tudi. Ampak žajblov čaj res meni ful pomaga pri takih stvarih. Cepljenje pa zdaj pa poznam kar nekaj ljudi, ki pa jih pa boli, pa roka, pa rama, pa težko mislijo, pa ni jim v redu. Jaz ne vem, gremo se teč, cepati še proti meningitisu, ali proti tej poletni gripi, to so zdaj pogruntali. Res morate zastopati, da vas drsajo direkt v glavo. Direkt. Norca se delajo z vas in vam pravijo, zaupajte nam. A veste, zakaj to počnejo? Da vam prebije mozak. Gledate film. Ja? In spet mi ne verjamete, nič hudega. Sej bo čas pokazal, ker smo rekli, da je čas artificial, čas v bistvu pravzaprav ne obstaja, ne? Bomo pa dali času malo časa, ne? Vse ob svojem času. Zaradi tega pa se ne da povedati, kdaj vam bo prebil film. Ne? Ali bo to čez 3 tedne, ali čez 3 dni, ali čez 3 minute. Ali rabite še 3 leta. Da jim nehate verjeti. In politiki, in cerkvi, in bankerjem, in zavarovalnicam, in šoli, ne. Mislim, matematika mičkeno drugače sloni, a veste.
Ne čez glih tako, kot so nam razlagali. Sploh najbolj vsi se spomnite in limite in odvodov. Tle sem avto posnel. Ta se je pelal normalno. Imam jaz vse. Kdaj v življenju ste vi rabili te neke odvode, integrale pa limite? Ne. Zato, ker ne gre to tako. 3, 6 pa 9. Tam pa gre. Precej več stvari, pa tudi precej večkrat se to rabi. Zato, ker noter je ključ od univerza, ne pa v limiti pa odvodih. Ja, ok. Jaz sem mičkam zaglajzal, predaleč grem, jaz bi še govoril 3/4 ure bo. 3/4 ure bo minil čez 5 minut, ne? In tle se mora naša lekcija končati, zato ker nas bo zvonec prekinil. Ne, noben nas ne bi nikoli prekinil, mene ne. Ker ne dovolim, da me kdorkoli več zmoti. Tudi moje misli. Ker pa smo pozabljivi in s tem ni nič narobe. Pišem. To vam priporočam, da si dobre misli zapišete. Da nucate svinčnik, papir. Računalnik je prepočasen. Ker si zapišete, od daleč vidite, katera stvar ste si jo 3krat obkrožili, pa je rešena. Preden vi najdete bolt, pa obkroži, pa daj v rumeno barvo, ne gre več. Tako da ta tehnologija je super, vendar avto sem posnel, ta je šel pa mičkam bolj hiter, se strinjamo. No, vidiš, pa imam jaz radar. 2 avta sta bila v času snemanja. Imam vse pod kontrolo, noč bat. Skratka, zapište si kaj, morate se imeti ful radi. Joj, kako eno dobro sem. Nekam sem jo zapisal, pa jo ne bom najdel. No. Ok, zaupanje. Dajte zaupati, pravi predvsem sami sebi. Ta notranji je najbolj ta prav. Če je Peter ali pa Micka rekel drugač, ne dovolite, da tisto, kaj je vaša izkušnja, da jo kdo degradira. Zaupajte sebi. Pol boste pa morali zaupati še komu. In tle se pojavi vprašanje, komu pa naj zaupam. Kdo pa je vreden zaupanja, da ne bo me izdal, da ne bom prevaran, da ne bom... Zdaj, ti narcisi, ki igrate igro, vi veste, kdo komu se kaj zaupa, ne? Imate drugačno zaupanje, vendar ste zaupanje izkoristili, da ste izkoristili nas. Ne? Jaz sem že parkrat povedal, mene ne več. Ne gre. In ne dovolim, da tudi koga drugega, ne? Ker če sem zraven, pa da vidim to situacijo, bom jaz kar po mizi udaril, nič bat. In pazite, da zaupate res pravim ljudem, ali pa nobeno. Mislim, bož, da ptičici zaupate pa drevesu, ker drevo vas ne bo spustilo na tla, ne? Če boste plezali na njega, drevo se ne bo prelomilo, pa reklo, ok, ti si pa debil tam pa na tla vrgel. Ne, never. Če se boš ti dosti držal drevo, da te drži. Ok. Se pravi, res nategnjeni ste povsod, zato morate biti previdni, awareness, tudi komu na koncu zaupate. Ne? Zdaj, slediti morate tistmu, kaj slišite od tle. Tist, kaj je prav. Jaz kruh režem, nekdo ga pa trga. Če ga trgate, vi imate prav, ker kruh se trga, ne pa reže. Sam jaz ga režem z razlogom, ker ga pol rad s čem namažem. Ali pa zato, ker rad slišim. Različne imamo razloge, nič ni narobe. Oboje je prav, ker če je zate prav, je zate prav. Tudi če je zame narobe, ne se sekerati, ne sme narcis reči, kako se kruh. Tako, kot je tebi prav. Pa sem dal primer, kruh se vsem šmoren, kaj. In če gre množica, cela množica ovc na cepljenje, še ni nujno prava pot. Ne izslediti. Izkazalo se je, da je množica zavedeno izgubljena. Ok? Tako da pejte po svoji potki. Tista je najbolj ta prava, ker je vaša. Ker ne morem jaz vaše potke prehoditi, vi pa moje ne. Ja? Vsak bo svojo prehodu, pa vsak svoj križ nosi. Tu ne pomaga nič.
Mlakarjev Iztok. Dan se je rodil, dan je tle, 44 minut pa 53 sekund, a sem čisto točen, kako se jaz natemperam. Dej, boste prečudovito, zabavite se, pejte prosim na YouTube, mi boste naredili ful uslugo, res, pa če boste stisnili subscribe, pa sploh, če boste pa šerali, pa sploh, ampak treba pa ni. Zastopam, da je tematika dosti občutljiva, marsikomu nerazumljiva, pa se trudim biti razumljiv, pa verjamem, da ne gre. Nič narobe, bom se še ponavljal, še bolj drugače, da bomo ujeli, da je mir tisto, kar iščemo. Da morate sebe imeti radi, pa boste imeli še koga drugega. Ne morate ljubezni zahtevati od nekoga. Ne, na silo pa ne gre. Sebe pa ja. Pa dajte imeti sebe na silo radi, če gre. Sej ne gre. Tako luštno je, kot strela marela. Bodite pozitivni. Kaj smo rekli, negativno misel? Vija vaja, nanuca, noč. Analiza, noč nanuca. Analiza bo pa jutri druga tema, je tudi širina velika. Škoda časa za analizirati, da bi nekaj razumeli. Ne, bodi present, tukaj, prisoten, bodi in aware je dovolj. Ker če boš tukaj zdaj prisoten, boš ujel sončni žarek, slišal ptico, tukaj in zdaj. Džabe tep analiza o dogodkih izpred 7 let ali pa izpred 6 ur, medtem pa ptičice letijo, sončni vzhod gre, ga ne zaznaš. Tisto, kar je tukaj in zdaj, dejte kaj noter. In tukaj in zdaj naj bodo misli pozitivne. V miru, pa prežeti z ljubeznijo. A vam grejo kdaj kot cine po koncu? Meni grejo ful doskrat. To se išče. Uživajte. Čau.